angelska energija, kot je bila sestavljena, svetlobno sestavljena, to pomeni, ko je bila v stvarstvu oblikovana v frekvenco, je bila oblikovana kot asistenca, razumeš? Bila je oblikovana zaradi tega, ker obstajajo fizični svetovi. In fizični svetovi so absolutno drugačni kot energijski svetovi. V energijskih svetovih ni, veš tega, ni trpljenja, ni mučenja, ni žalosti, ni strahov in tako dalje. Ampak, ker smo si kot duše zaželeli iti v inkarnacijo in smo del svetlobe, zato da se ta svetloba ohrani tudi na tem fizičnem polu, okay, glede na to, da imaš ti v fizičnih svetovih amnezijo in to pozabiš, je bila v svetlobnih frekvencah, je bila torej oblikovana energija, ki asistira svetlobi. Zato, da ti ne zablužiš tam v neko senco noter. A veš, kaj mislim? In angelska energija je bila v sestavi namensko, energijsko, je bila tako, razumeš, postavljena. Zdaj pa je finta v tem, karkoli te tvojo svetlobo in njen maksimalni manifestacijski domet nekako umakne, strahovi, bolezni, poškodbe in tako dalje, ampak rabiš pa ohraniti inkarnacijo, rabi pa duša ohraniti svojo manifestacijo, rabi pa, razumeš, svojo misijo ohraniti, takrat se pokliče in se dovede noter frekvenco asistence, da te nekdo spravi čez to. Saj ti imaš recimo tudi, ko imaš otroka, ne, se nauči hoditi, ampak na začetku rabi asistenco, da ga nekdo nauči hoditi, pa ga drži za une roke, a ne, pa skrbi, da ne pade, pa da si kaj glave ne razbije. Tako nekako so angeli. Zdaj tem pa jaz nekaj povedala. To je dobra novica. Zdaj imamo pa, mislim, ne slabo novico, zdaj imamo pa zadnji še eno drugo novico, ok? Zdaj pa imamo zadnji v bistvu še to znanje, da če je to tako in imamo vsi to asistenco na voljo, prav vsak izmed nas, zakaj vsak, ki pokliče angele, ne dobi kar tako asistence? Zakaj se stvari ne uredijo? Zakaj se ljudje nemudoma ne počutijo boljše? Zakaj nima pol človek perfektnega življenja? Zakaj pa sploh pride do lekcij, težav, žalosti, do česar koli že? Zakaj? Potem to tako ne bi smel biti, ker velike ljudi, ki pomisli na angele, veliko ljudi, ki prosi za angelsko pomoč, ampak zakaj se pol zdi, da so tukaj med nami razlike? A ne? Kaj je zdaj to tako? A nad angel Mihael, Rafael in ostali rečejo, aha, ona me prosila za pomoč, ne damo zeleno kljubico, on me prosil za pomoč. Ne. Kaj pa za ti sploh z mano pogovarjaš? A veš, kaj mislim? Ne more to tako biti, angeli ne sodijo, ne zbirajo tako, torej mora biti tukaj trik v nečem drugem, ne? In trik je zakon svobodne volje. Mi, ko imamo zakon svobodne volje, ko imamo vse žive izkušnje, skozi katere želimo rasti, ok, to je prva stvar, moramo poskrbeti, da imamo dovolj pretočen most ali pa energijo, pa slab, pa kakorkoli boš ste temu rekli, torej energijo do angelov, in to je zelo pomembno. Nekateri ljudje se z angeli pogovarjajo, sanke nekaj ful narobe, pa so res že v krču. Ti moraš svojo asistenco imeti redno povezavo, a veš, moraš imeti redno komunikacijo, ne? To je tisto, kar mogoče včasih ljudje pozabljajo, ne zato, ker bi angeli rekli, veš kaj, ti se pa ne pogovarjaš z mano enkrat na teden, tako da dokler tega ne začneš, se sploh ne probi nič kompati. A veš kaj mislim? Ne, res ni to tako. Ampak zakon torej svobodne volje pravi, to je prvi trik, torej, da glede na to, da imamo znotraj tega svoje izkušnje, je asistenca nekaj, kar moraš dovoliti. To, da je pomoč na voljo, je ena stvar. To pa, da ti pomoč, razumeš, sprejmeš, je pa druga stvar. Ampak še vse ne konča tukaj, ker imamo tudi ljudi, ki imajo reden odnos z angeli, pa bojo kljub temu rekli, da imajo občutek, kot da jim
določene neke stvari ne štimajo, kot da jih angeli niso slišali. Zakaj se gre pa tukaj? Tukaj se gre pa zato, čez kaj teče angelska asistenca. V obliki angelskega reikija, v obliki angelskih meditacij, v obliki angelskih samohipnoz in tako dalje. Skozi desno polovico možganov. Naša desna intuitivna polovica možganov je tista, ki frekvenčno gledano lahko to prevaja. Razumeš? Ena stvar je, da imaš ti, to je lahko tudi leva polovica odločitev, v življenju mi nekaj ni narobe, absolutno potrebujem angelsko pomoč, to je ena stvar. Druga stvar pa je, a veš, vse je yin-yang, da moraš ti pa to pomoč sprejeti in da jo lahko ti kanaliziraš skozi sebe, potrebuješ desno polovico možganov. Zaradi tega, ker to je center, kjer mi sprejemamo intuitivnost, zdravilnost in tako dalje. Iz tam potem po intuitivnih kanalih steče to, kamorkoli že mora, v tvojo energijo, v tvojo dušo, v tvoje telo in tako dalje. Ogromno ljudi pa, predvsem če so miselni tipi, mentalni tipi, če so tipi, ki so zelo razmišljujoči, kjer je vse, razumeš, skrb, kaj bomo, kako bomo, imajo malo manj razvito potem to desno polovico možganov. Razumeš? In potem, kljub temu, da takoj, ko pomisliš na angele, pa kličeš, njihova prisotnost pride, imaš včasih malo težave to potegniti čez sebe, implementirati in dati v prakso. To je tista, kar klasična, kar rečemo, lahko je nekaj v teoriji govoriti, drugo pa je v praksi to živeti. Tako da v takem primeru, ker res ta, a veš, angelska energija je toliko visoka stopnja svetlobe, da ni do česa ima ona dostop. Ona ima dostop do zdravilnosti, do manifestacije, do rešitev, do odgovorov, do življenjskega poslanstva, do vseh želja, vseh sanj, karkoli si že ti želiš. Ampak delati na tej pretočnosti, razumeš? To je recimo ena taka čudovita stvar. Ampak tehnike za to pretočnost, poleg meditacije, jih poznamo jih nekateri že stoletja, Tako da jaz bi mogoče svetovala vsem vam, ki imate radi angele, ki radi sprejemate njihovo pomoč, ki bi radi, da bi res, a veš, nekaj zaprosili, pa da bi se to zgodilo, da delate na eni taki pretočnosti. Tukaj bi lahko svetovala angelski reiki. Angelski reiki, tudi če namaraš klasičnega reikija, nima nič veže s tem, čeprav klasični reiki je čudovit, ampak uporablja reiki simbole, ker so zelo energijsko močni, in uporablja v bistvu to energijo, zaradi tega, ker naši možgani to poznajo, pa jim je znano, zato, da to pretočnost odpira, potem pa to prevaja s pomočjo angelov v telo. Angelski reiki je nekaj, kar jaz toliko zelo rada učim, zaradi tega, ker te dobesedno sestavlja kolegice. Na prvi stopnji imaš nad angela Mihaela, pa imaš recimo prav sklepe, pa kosti se dela, pa imamo nad angela Rafaela, pa z njim recimo celo življenjsko energijo čistimo, ali pa mogoče zrak, ki ga vdihnemo, pa imamo nad angela Metatrona, če si preveč v možganih ujet, preveč miselni tip in tako dalje. Pa imamo nad angela Natanjela, če imaš ful hrbtenico in posledično samozavest in tako dalje. Poglej si stopnje na potovanje duše.si, to je ena taka res čudovita stvar in res bi rada, da spoznaš angelski reiki, zaradi tega, ker ti bo omogočil točno to, kar sem ti povedala. Tako da vabim te, da si to pogledaš, da to preveriš, ker je res čudovito, Ti je bil všeč ta izsek? No, naj ti povem, da je ta vsebina nastala na čudovitem tečaju nadangelskega reikija in kundalini masterclass šole.
In če te je ta vsebina prepričala in če veš, da je to tisto, kar ti potrebuješ v tvojem življenju, potem se le ustavi in naj ti povem, da kmalu ponovno prihaja Nadangelska in Kundalini Reiki Masterclass šola z mednarodnim in domačim certifikatom. Na njej se učimo, kako odpraviti energijsko zakrčenost, pa kaj narediti, če imaš upognjeno hrbtenico, ki je polna nesamozavesti, kaj delati z mislimi, ki so morda naporne, ali s težkimi čustvi, ki te bremenijo. Vse to in še več, na vse to dodamo pa še angele. Vse je to ta šola in sedaj te v tem trenutku vabim, da si jo pogledaš in raziščeš, kaj ti verjamem, da pride prav vsakomur prav. Naklikaj si povezavo in se te veselim.